Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lep pozdrav Petru Torkarju, županu občine Gorje. Lep dober dan vsem gledalkam in gledalcem. Menim, da je že čas, da preletiva nekaj pomembnejših dogodkov, ki so se zgodili v občini Gorje. V mesecu marcu ste zasedali na svetu regije, ki ste jo imeli na Sorici, in kakšne sklepe ste sprejeli? Ja, v Gorjah se vsak dan začne zelo aktivno. Aktivno se začne s akcijo 1000 gibov, ki jih začnemo v Spodnjih Gorjah. No, na občini pa ravno tako vsak dan delamo aktivno na vseh projektih, ki sledijo razvoju infrastrukture in pa izboljšanju življenja naših občank in občanov. Na svetu regije občina Gorje zaseda pomembno mesto in pa ima posebno vlogo, predvsem na skupnih projektih, ki jih Svet Gorenjske regije ima. Na zadnji seji Sveta Gorenjske regije smo vseh 18 županov sprejeli sklep, da se začne pripravljati strategija in pa akcijski načrt, ki bo vplivalo, na zmanjšanje podnebnih sprememb. Zelo sem pa vesel, namreč na zadnji Gorenjski regiji, na Svetu Gorenjske regije smo tudi obravnavali, kateri projekti so dobili soglasje za črpanje evropskih sredstev, torej kvote kohezije, ki jo Gorenjska regija dobi, in med 18 občin smo med 7 občinami, ki smo dobili že soglasje za izvedbo našega projekta. Naš projekt pa je, izboljšanje vodooskrbe, torej rekonstrukcije in pa obnove vodovodnih sistemov v naši občini. V pomladanskem času potekajo čistilne akcije, tako kot po ostalih občinah se je to zgodilo tudi v občini Gorje. Kaj vse je bilo potrebno počistiti in na katerem koncu ste se letos lotili? No, če primerjam letošnjo čistilno akcijo z oddaljenim datumom 15-20 let nazaj, ugotovimo lahko vsi, da so naše gorje resnično čiste, da upravičujemo ime Zeleni raj pod Triglavom in da teh odpadkov v naravi sledimo vedno manj. Na čistilnih akcijah, ki je organizirala občina Gorje z vsemi gorjanskimi društvi, smo nabrali zelo malo odpadkov iz okolja, tako da tega se veselimo, da so občanke in občani ozaveščeni in da v goste prihajajo kulturni gostje. Na predlog Zero Waste ste se sestali v Triglavski roži in kakšna je bila tema? No, že pred daljnimi leti smo občina Gorje skupaj z občino Bled in pa skupnim podjetjem Infrastrukturo Bled vstopili v gibanje Zero Waste, torej občine, lokalne skupnosti z manj ali brez odpadkov. Vsekakor brez ne gre, gre pa za temeljito sortiranje različnih frakcij. In na tem področju smo skupaj z Infrastrukturo Bled zelo uspešni, dosegamo zavidljive rezultate in se lahko primerjamo z najbolj učinkovitim ravnanjem z odpadki. No, zmanjšanje mešanih komunalnih odpadkov je naš poglavitni cilj, se pa vsako leto odločimo skupaj s Zero Waste organizacijo, da izberemo eno od frakcij teh odpadkov. Letošnja frakcija je bila tekstil, ki ga, osebje velikokrat zavrže. No in opozorili smo, na kakšen način se lahko tekstil uporablja še v prihodnje. Morda pa so obleke, ki še niso ponošene, možnost tudi menjav in pa odstopanja drugim osebam, ki jih bojo z veseljem ponosili. Tako da na tem dnevu je bilo ogromno debate in pa možnosti, kaj z odpadnim tekstilom početi. Ugotovili pa smo, torej generacije, kot sem jaz, nekaj starejše, da smo pravzaprav v naši mladosti pravzaprav že živeli Zero Waste obdobje. Namreč v tistem obdobju se je živelo tako,
da smo dobili od starejših bratov, morda bratrancev, obleke, ki smo jih z veseljem ponosili, in seveda tisto smo tudi dali naprej mlajši generaciji in enostavno so bile hlače na koncu od dolgih do kratkih vse ponošene do konca. In kakšni projekti so pri vas v Gorjah sedaj v teku? Kar nekaj na infrastrukturnem področju se je projektov in pa investicij že zaključilo. Zaključila sta se 2 odseka občinskih cest, to je en odsek v Spodnjih Gorjah pri železniški progi, en odsek pa v Novem naselju Spodnje Gorje. To sta 2 infrastrukturna projekta, v katerem se je vgradilo tudi kompletna infrastruktura od vodooskrbe, meteorne, fekalne kanalizacije, javne razsvetljave in na koncu asfaltne prevleke. Trenutno se izvaja izvedba v vasi Podhom, to naj bi bil zadnji krak občinske infrastrukture v sami vasi, ostalo je v vasi Podhom že skoraj da pod streho. Tudi tukaj se izvaja kompletna ureditev infrastrukture. Izvaja pa se zelo pomemben projekt, to je obnova vodovoda Zmrzlek, ki nam trenutno služi kot rezervni vodni vir za občino Gorje. In pa, kar je pa zelo pomembno, projektira se Gorjanski dom, to bo center športa in kulture v občini Gorje v TNP-ju. Tukaj koristimo tudi sredstva iz zakona 10. in 11. člena TNP in sama projektna dokumentacijo sledimo, da bomo že v letošnjem letu. Pred poletjem je cilj, da vložimo na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja in pa da že v letu 2025, ko bomo pripravljali proračun za leto 2026, planiramo tudi gradnjo novega Gorjanskega doma. Zelo sem vesel, glede na to, da občina Gorje skrbi za vodo občinam Radovljica, Bled in pa Gorjam in da gre to za 30.000 uporabnikov v poletnih mesecih, ko pa je v naših krajih razcvet turizma pa preko 60.000 uporabnikov, skrbimo za vodni vir. To so ovčje jame, ki imajo 560 sekundnih litrov. No in zelo sem vesel, da smo občina Gorje skupaj z infrastrukturo Bled in pa z Naravoslovno-tehnično fakulteto pripravili vse podlage, študije, ki so potrebne za podlago sprejetja uredbe zaščite vodnih virov, torej določitev širših vodovarstvenih pasov, s čimer bomo poskrbeli za večjo zaščito vodnega vira, učinkovitejšo zaščito vodnega vira in tega si želimo, tega bisera, ki ga imamo v Gorjah, želimo čuvati in pa poskrbeti, da bo voda ustrezna za uživanje. Kot smo že videli, danes ste zelo aktivni, ne samo v sami telovadbi pri vseslovenskem akciji Klub Zdravje, ste aktivni tudi kolesarji. Ta ideja je prišla pred 5 leti, torej kolesarimo skupaj, Slovenija. Naslavljamo to akcijo, ko povabimo kolesarje, športnike, športnice na turo Gorje-Ankaran, torej 186 km dolga kolesarska pot, na kateri poti se pridobiva pozitivna energija, predvsem pa ozaveščamo vse udeležence in pa tudi tiste, ki nas spremljajo preko medijev, da obstajajo osebe, ki se take akcije žal ne morejo udeležiti. To so predvsem nevrološki bolniki, za katere ob tej akciji tudi zbiramo sredstva. No, v letošnjem letu smo pregledali vloge, ki so prispele in odločili smo se za mlado Nino, torej 15-letna deklica,
ki so se ji začeli odmirati živci in pa odmirati mišice. Nina je uspešna plavalka v plavalnem klubu Radovljica. No in Nina ima željo nastopiti na paraolimpijskih igrah. Upam, da bomo za našo Nino zbrali čim več sredstev. Kar se pa tiče pozitivne energije, pa moram pohvaliti naše občanke in občane, ki se udeležujejo prostovoljnih akcij. Velikokrat poslušam kolege župane, da prostovoljstvo v Sloveniji umira. Lahko rečem, da v Gorjah prostovoljstvo ima svoje mesto in da se prostovoljnih akcij veliko Gorjank in Gorjancev udeležuje. In takrat smo pridni in večkrat pravijo v raznih podjetjih, kako je koristno imeti team buildinge. No in v naši občini vemo, kaj je kdo sposoben delati. No in tako, ko se dobimo skupaj na delovnih akcijah, steče tudi beseda in pa drugačen stik, tako da smo Gorjanke in Gorjanci zelo povezani in zato smo lahko srčni in pomagamo tudi tistim, ki niso z naših krajev in tistim, ki potrebujejo pomoč. Zato je naše srce veliko.